Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo čudovito zgodbo poklanjam Aleksandru, saj mu pomladno obarvana slikanica zares veliko pomeni in mu je še posebej pri srcu. Aleksander, hvala za odlično pravljično željo, ki nas bo popeljala v svet vrtnarjenja, narave in drobnih čudežev, ki rastejo na vrtu. Namreč čaka nas zgodba o posebnem volku, ki se je neke zime znašel v veliki zadregi. Bil je namreč strašansko lačen. In tako se je odločil, da bo naredil nekaj precej nenavadnega. Zasadil svoj zelenjavni vrt. Ja, a kot se v pravljicah rado zgodi, stvari ne gredo vedno povsem po načrtu. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo Aleksandrovi pravljični želji z naslovom Zelenjavni vrt gospoda Volka. Minilo je že nekaj dni ali celo tednov, odkar gospod Volk koraka po gozdu brez najmanjšega upanja, da bi našel kaj za podzob. Sestradan sem, zavija. Nikoli več ne bom. Čas je, da se končno organiziram. Si naberem zalog. Poiščem nekaj zelenjave. Si govori, ko grizlja drobcene koščke lešnikov. Takoj, ko se vreme izboljša, se gospod Volk loti dela. Njegov zelenjavni vrt bo najlepši od vseh. Koplje, grabi, seje, sadi, zaliva in obrezuje. Nič več nima časa za lov. Gozdne živali tega ne morejo razumeti. In kaj kmalu gospod Volk na svojem vrtu pobere prvo redkev. Kmalu za njo pa še paradižnike, bučke, grah, fižol in velike oranžne buče. Slastne jedi se kuhajo pri gospodu Volku. Omara v shrambi gospoda Volka se polni. Naslednjo zimo mu prav ničesar ne bo manjkalo. Gozdne živali se še nikoli niso počutile tako varne. In tako se nobeni gozdni živali ni bilo treba več bati volka. Kajti zdaj je jedel samo še zelenjavo. Toda nekega lepega jutra gre vse po zlu. Gospod Volk razjari in kriči in zavija. Kdo je tacal po mojem zelenjavnem vrtu? Tega ne bom prenašal. Pomiri se vendar, reče sova mirno. Imam zamisel. Gospod Volk še v istem hipu izgine v lopo. Vrne se s tablo v rokah. Mali zajec prvi ugotovi, kaj je gospod Volk napisal na tablo. O tem takoj obvesti še druge živali. Ko gozdne živali preberejo opozorilo gospoda Volka, osupnejo. Volk bo dal zelenjavo vsakomur, ki mu bo prinesel semena ali sadike tistih vrst, ki v tem vrtu še ne rastejo. Naslednje jutro, ko sonce s svojimi žarki nežno posije na vrt, gospod Volk odpre okno svoje kuhinje. Z navdušenjem ugotovi, da so se živali v velikem številu odzvale njegovemu povabilu. Volk poskoči
in odhiti na svoj vrtiček, kjer pozdravi gospoda Zajca, ki je trepetal kot list v vetru. Seveda, pozdravljen gospod Volk. Prinesel sem nekaj semen črne redkvice in res se opravičujem. Moj sin je bil tisti, ki je tacal po vašem vrtu. Nič hudega ni. Svojemu sinu pa le recite, naj pride k meni ter mi pomaga pri delu. In s tem bo zgodba končana. Vzemite solato in toliko redkvic, kot jih želite. Zame jih je tako ali tako preveč. Tako živali v zameno za zelenjavo dan za dnem prinašajo semena. Če želiš, ti lahko pomagamo, se mu ponudijo. In tako se vsi skupaj brez obotavljanja takoj lotijo dela. Vsak je po svoje pojasnjeval, kje je jedel to ali ono zelenjavo, kako jo je treba sejati in kdaj je najugodnejši čas za pobiranje. Grabijo, zalivajo, sejejo in jutro hitro mine. Zakaj ne ostanete pri meni in jeste z menoj? Predlaga gospod Volk. Skupaj pojejmo, kar smo pridelali. Rečeno, storjeno. Gospod Volk in njegovi gosti sedejo za mizo k slastnemu obroku. Gospodu Volku se na usta prikrade širok in dobrosrčen nasmešek. Res je vesel, da mu je končno uspelo zbrati vse svoje prijatelje in deliti hrano z njimi. Pozneje prijatelji gospoda Volka odidejo domov, njihove roke pa so polne slastne zelenjave. Nasvidenje, gospod Volk, kmalu se spet vidimo in hvala za vse. Za nekoga, ki je bil nekoč na tako slabem glasu, se je gospod Volk zelo dobro odrezal. No, zdaj ima nekaj pravih prijateljev. Ko zapre vrtna vrata, gospod Volk pogleda v krošnjo hrasta in pomežikne stari sovi. Hvala za dober nasvet, gospa sova. Kako čudovita in srčna zgodba. Gospod Volk nas je naučil, da z malo domišljije in veliko potrpežljivosti lahko tudi v najbolj nepričakovanih trenutkih najdemo mirne rešitve, ki osrečijo prav vse. Aleksander, naj te ta pravljica vedno znova in znova spominja, da je prijaznost tista moč, ki lahko spremeni še tako neprijetno situacijo v novo prijateljstvo. Ob tem pa naj te spomni tudi na čarobnost narave, na skrb za zemljo in na drobne čudeže, ki zrastejo na vrtu, kadar zanj skrbimo s srcem. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni podobni zgodbi z naslovom Gozdne skrivnosti. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček Aleksandru, ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravličnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo, gospod Volk. Odlična ideja.